Imam malo uho. Vrata sveta za varovance polža niso zaprta, samo v drugačnih barvah ga vidijo. In to je zgodba o tem, kako doživljajo radio in televizijo. Večina od njih pa še ni imela priložnosti videti, kako pa poteka delo v samih medijskih hišah. No. In to je zdaj pač ena takšna priložnost, da tudi oni razširijo obzorja in potešijo svojo radovednost. Pa spoznajo tudi ljudi, ki jih poznajo samo preko malih ekranov in preko radijskih valov tudi v živo. Še sami nismo bili čisto prepričani, da vemo, kaj jih najbolj zanima. Snemanje z fotoreporterjem. Se pravi, naš snemalec trenutno te najbolj zanima? Ja. Se pravi, ti bi bila snemalka? Ja. Pa tudi športna voditeljica. Voditeljica športa. Zakaj pa? Zato, ker so mi tudi smučarji, ko skačajo, Primož Peterka, pa od Janice Kostelič brat, se mi dopade, ko smuča. Andrej, danes si dobil konkurenco, zraven tebe namreč stoji varovanec polža, ki se želi biti voditelj. Kako se počutiš? Meni je veliko veselje, da želijo biti ljudje voditelji. Jože je izrazil tudi željo. Že nekaj si pred kamero povedal, ne? Ja, kako si začel? Da sem Jožek Ploj, pa dobro jutro Slovenija. Kako pa se ti zdi tukaj na televizijskem studiu? Bi bil morda voditelj, novinar? Voditelj. Zakaj? Zato, ker si želim to postati, ker bi nasadil ozadje, ki se skriva, verjetno. Ne? Andreja, ti tudi. Ti tudi bi vodil oddajo Dobro jutro. Ja. Nekaj povej, misliš, da bi bil boljši od njega? Bi. Ker imam dosti za povedati. Ines je dobila idejo. Ne, v bistvu ne. Povej, kako je bilo. Kako si ti prišla do te ideje, da bi postala voditeljica? Prvo sem od malega razmišljala frizersko, pa ni šlo. Pa sem razmišljala, da bi bila voditeljica. In potem se je zgodil manjši čudež. Pojavila se je oseba, ki ni želela biti voditeljica. Novinarka, voditeljka. Novinarka, končno nekdo, ki bi mene menjal. Končno si lahko spočijem. Izvoli, mikrofon je tvoj, pa dela intervju. Barbara je svojo novo nalogo vzela čisto resno, kar je bilo manjše presenečenje, se velja za zelo sramežljivo in zadržano. Meni pa me Andrej Kozar, rad barvam, doma rad pomivam posodo. Radijski kolegi iz zaupnih virov vem, da ne pomivajo posode tako zelo radi, pa so imeli še več dela. Najprej so varovance odpeljali v glasbeni studio, kjer so jim predvajali tudi nekaj skladb. Za trenutek so se ustavili na edinem tujejezičnem radiju SI, ogled pa so končali na radiju Maribor, kjer so poleg studija in režije spoznali še montažo. V njej so izkusili snemanje pogovora, ki so ga potem z veseljem poslušali. Nogometne tekme bi prenašal? Ja. Za koga pa navijaš? Enka Maribor. Vsi pa smo dobili tudi pesmico, zato nekaj verzov še za vas. Sreča se najprej razkrije v očeh, ker njih najlepše sije njen smeh. Matjaž pa ni edini polž s talentom. Diatonično harmoniko igram. Zdaj že 2 leti hodim v Kungote, učitelj Aleše Megliče. Se hodim učiti in sem zelo srečen, da imam svojo novo harmoniko. Super, potem bo še enkrat prišel tudi nam zaigrati, ne? Ja, če bodo me povabili, bom prišel. Tako radio kot televizija pa sta bogatejša za enega od izdelkov iz polževih telavnic. Mi se zahvaljujemo za gostoljubje, pa da ste nas lahko povabili, pa eno pojstroj, eno majhno darilice posiljamo za oddajo Dobro jutro, pa da so bili vse naprej taki dobra oddaja, pa televizija Maribor, pa naj vam to ostane v spomin, pa hvala, da smo lahko prišli to pogledati, ker studio se lepo meni res dopade. Izvolite. Hvala lepa, tudi mi smo bili veseli vašega obiska. In zdaj si za trenutek predstavljajte še, kakšno bi bilo njihovo življenje, če ne bi obstajali varstveno-delovni centri, kot je Polž.